S kakšnimi očali gledate na svet? Aleksandr tukaj. Današnje coaching vprašanje je usmerjeno v to, da se vprašate, ko gledate na svet okrog sebe, kaj vpliva na ta pogled? Kako vidite ta svet, življenje, ljudi okrog sebe, dogodke, okoliščine, v katerih se znajdete? To coaching vprašanje me dostikrat spominja na zgodbo, ko je ena soseda gledala, kako ima njena soseda umazane rjuhe in to razlagala možu. Mož, poglej, kako je ta soseda nemarna, kako ima umazane rjuhe. In mož ji reče, ne, draga žena, niso rjuhe umazane, naša okna so umazana. In velikokrat se točno to zgodi v življenju. Ko gledamo na življenje, ko gledamo na soljudi, na dogodke, na okoliščine skozi očala jeze ali pa žrtve ali pa pomanjkanja ali pa vseh tistih negativnih pogledov, ki na koncu nam prinašajo negativne občutke in ti negativni občutki sprožajo v nas negativno, neželeno vedenje in to neželeno vedenje vas ne pelje, in to prosim, da si napišete, počrtate večkrat, to neželeno vedenje in neželeni občutki vas peljejo skupaj v smer, kamor nočete iti. Ne denite si očala hvaležnosti. In nadenite si očala ljubezni. Nadenite si očala zaupanja. In skozi ljubezen, skozi hvaležnost, skozi upanje, skozi neko pozitivno pričakovanje, skozi nekaj pozitivnega, dobrega, veselega, poglejte na dogodke, ki še prihajajo. Ko boste na svet pogledali pozitivno, ko si boste očistili očala in jih pobarvali, namazali ali pa okrasili z žarkom pozitivnosti, bo kar naenkrat vse postalo pozitivno. Potem boste rekli, to se mi je zgodilo z nekim namenom. Ta namen me pripeljal do zdaj, da sem tukaj, kjer sem. In potem boste vedno znova bolj v tistem pravem čustvenem stanju, bolj srečni, bolj hvaležni, bolj veseli. In to je tudi smisel življenja. Smisel življenja je, da čim več časa preživite v lepem, pozitivnem čustvenem stanju. Če je bilo to coaching vprašanje koristno in ste pripravljeni sedaj narediti globok vdih, izdih in začutiti hvaležnost v srcu, hvaležnost za življenje, hvaležnost za to, da ste, hvaležnost, da lahko dihate, hvaležnost, da vam je podarjen še en nov dan in s hvaležnostjo pogledate čisto na vse, kar se je zgodilo, s hvaležnostjo pogledate na vse vaše nasprotnike, ljudi, na katere ste jezni, na izkušnje, ki vam niso bile všeč v preteklosti. Vse pogledate, hvala za vse to in hvala, ker zaradi vsega tega sem oseba in nekdo, ki lahko daje več. Zapomnite si nekaj. Vse te preizkušnje, ki so vam bile velikokrat neprijetne, so vam dale mišice, so vam zgradile emocionalno ali pa čustveno trdnost ali pa stabilnost. Mišice, ki jih marsikdo ne dobi. In ko boste pogledali skozi očala hvaležnosti ali pa ljubezni ali pa veselega pričakovanja, vse, kar se vam je zgodilo, vse, kar se vam dogaja in vse, kar še prihaja in se vam bo zgodilo, potem boste dosegli smisel in namen življenja. Če je bilo to koristno, klikajte na like, delite, komentirajte, všečkajte, pomagajte mi pomagati še več ljudem. Hvala, ker